dohodnina, vzdrževani družinski člani in prispevki. Vzdrževani družinski člani. Zavezancem za dohodnino se davčna osnova lahko zmanjša za posebno olajšavo za vzdrževanje družinskih članov. Kdo je lahko vzdrževani družinski član? VDČ. VDČ so lahko brez omejitev otroci do 18. leta starosti. Vsi ostali, na primer otroci starejši od 18 let, zakonski partnerji in starši zavezanca, pa morajo izpolnjevati posebne pogoje, ki so predstavljeni v pojasnilu o oznakah sorodstvenega razmerja. Načini uveljavljanja olajšave. Vzdrževane družinske člane lahko zavezanci za dohodnino uveljavljajo pri izračunu akontacije dohodnine na mesečni ravni ali pri informativnem izračunu dohodnine na letni ravni. Zavezanec, ki ne prejme informativnega izračuna dohodnine, lahko olajšavo uveljavlja v napovedi za odmero dohodnine. Uveljavljanje olajšave na mesečni ravni. Če se zavezanec odloči, da bo VDČ uveljavljal med letom pri izračunu akontacije dohodnine, mora svojemu delodajalcu dostaviti izpolnjen obrazec, ki se imenuje obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine. Zaradi medletnega načina uveljavljanja olajšave bo imel zavezanec višjo mesečno neto plačo, kot bi jo imel sicer. Uveljavljanje olajšave pri informativnem izračunu dohodnine na letni ravni. Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 5. februarja vložiti vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine, v nadaljevanju vloga. Le to lahko enostavno vloži preko mobilne aplikacije e-davki, Android, iOS, kjer je na voljo predizpolnjena vloga s podatki iz zavezančeve zadnje vložene vloge. Vlogo je mogoče vložiti tudi elektronsko preko sistema e-davki. Zavezanec pa lahko vlogo odda tudi osebno ali po pošti na pristojni finančni urad. Kakšne bodo posledice, če olajšave ne uveljavljam? Če zavezanec olajšave ne uveljavlja, niti na mesečni, niti na letni ravni, bo prejel informativni izračun dohodnine, IID, v katerem olajšava ne bo upoštevana. Zaradi tega bo imel v svojem IID večje doplačilo oziroma manjše vračilo dohodnine kot sicer. Če bo posebno olajšavo želel uveljavljati, bo moral podati ugovor zoper IID. V ugovoru se olajšava še da uveljavljati, vendar zavezanec morebitno vračilo dohodnine prejme kasneje, kot bi ga sicer. Kdo uveljavlja olajšavo? Če otrok izpolnjuje pogoje za uveljavljanje olajšave za VDČ, ga lahko uveljavlja eden izmed staršev ali pa oba. V slednjem primeru si morata starša čas uveljavljanja razdeliti tako, da njuna vsota ne preseže 12 mesecev, na primer vsak po 6 mesecev. Če se ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu sorazmerni del olajšave, vsakemu polovica. Ali ste vedeli? Običajno se najbolj izplača, če olajšavo za otroka uveljavlja starš, ki ima večjo plačo. Oddajanje obrazca VDČ je v zadnjih letih poraslo iz 19.504 oddanih VDČ-jev v letu 2016 na 22.022 VDČ-jev v letu 2017. V letu 2018 pa je obrazec VDČ oddalo že kar 40.196 zavezancev, od tega 13.596 zavezancev z uporabo uporabniškega imena in gesla. Porast v letu 2018 v primerjavi z letom 2016
je tako kar 206 odstoten.